Lep dober večer, cenjene gledalke in gledalci. O zdravju drugače bo tekla nocoj beseda z našima gostoma, gospod Jermo in gospodom Igorjem Ogorevc. Pozdravljena in dobrodošla. Dober večer. Lep pozdrav. Zanima me, ali bomo tako, kot že nekajkrat tudi nocoj, govorili o limfi in zakaj toliko pozornosti ravno limfi. Enostavno zaradi tega, ker limfa predstavlja večino vseh tekočin v našem telesu. Vemo pa, da je v telesu cirka 70% tekočin in 30% trdih delov, se pravi mineralov. In o limfi lahko govorimo tudi celo leto ali tudi dve in še ne bomo prišli do konca vseh naših ugotovitev in do vseh trditev in našega znanja, na kaj vse vpliva limfa. Limfa v bistvu vpliva na vse biokemične in tudi na fizikalne procese v našem telesu. Drugo dejstvo pa je, da se mi intenzivno ukvarjamo z limfo, s pretokom limfe, s ponovno vzpostavitvijo pravilne cirkulacije limfe, da lahko telo pravilno deluje, medicina pa v temu molči. Ali to pomeni, da spoznati delovanje limfe in ji omogočiti zdravo kroženje po telesu pomeni reševanje bistvenih težav zdravja človeka? Ja, na vsak način. Poglejte, samo pravilen pretok limfe ustvarja tudi pravilno energijo, se pravi moč, energijo v telesu. In če ni pravilnega pretoka limfa, niti ni pravilno biokemičnih procesov v telesu, nobena funkcija se ne more odvijati pravilno, kajti limfa je prisotna v vsaki celici, ob vsaki celici, v celičnem in medceličnem prostoru. Kje sploh lahko vidimo to limfo, njeno gibanje? Recimo, krvne žile so več ali manj vidne, sploh pa recimo pri starejših, pa že tudi pri mlajših, vene povečane, ne? Kako je pa z limfo? Kje jo lahko vidimo? Limfa teče po limfnemu sistemu, po posebnem ožilju, ki ga imenujemo mezgovnice. Te mezgovnice so lahko razširjene, lahko so zožene, lahko so vnete. V limfnih poteh so tudi bezgavke, ki so naši veliki filtri. Prej ste vprašali, zakaj toliko govora o tej limfi? Predvsem zato, ker lahko trdim, da kljub vsemu zdravstvu, ki ga imamo, je 95% ljudi ima otečene noge, zastoj limfe v nogah. Torej, kakšen kardialni problem našega zdravstva, o kateremu zdravniki ob temu problemu tako malo vedo, še manj pa znajo pomagati. In če imamo zastoj limfe, je nepravilna cirkulacija v teh nogah, je nepravilna temperatura, so nepravilne pretoki, oskrba. In če so noge, naše korenine, se primerjamo z drevesom, če v nogah ni prav, ni niti v trebuhu pravilno, ni v prsnem košu, ni v glavi, nikjer ni pravilne cirkulacije. Torej, kako hudo narobe, kako bomo mi zdravili človeka, glavo mu zdravili, če ima otečene noge? Dokler ne vzpostavimo pravilen pretok v telesu, kar pomeni količino energije. Energija je moč hranjenja ožilja. In če limfa ne teče niti kri. Torej, pretopla limfa, pregreta, umazana, dela zastoje. In eden od najhujših zastojev je rak v bilo katerem delu telesa. Torej, rak je bolezen limfe, ne krvi. Torej, kako lahko zanemarjamo te noge v tem našem zdravstvu? Kako pozabljamo pomagati ljudem v teh zdravstvenih domovih in na kliniki? Isto, danes mi je rekla na pacientka, jaz imam, gospod doktor, otečene noge. Nič zato, saj jih imam tudi jaz. To je odgovor našega zdravstva o temu. Torej, to je velik problem in lahko rečem, da smo specialisti, ker smo naredili produkt, kako ponovno pognati limfo. Limfa, če je topla, se ustavlja. In če je pretopla, se vnamejo limfni vozli, ki so v obeh dimljah in obeh pazduhah. Takrat so
bolani tudi predeli, ki jih ta limfni sistem oskrbuje. Zato, to smo že v predhodnih oddajah govorili, zato je to tako zelo pomembno, če nastane zastoj, da se limfa v koži tudi ohlaja. In zastoj limfe v koži povzroča bolečine. Koliko ljudi se zdravi? Protibolečinska terapija. Mi dva sva s profesor dr. Turkom v Mariboru, ki nas je povabil, profesor medicinske fakultete, ki ima protibolečinsko ambulanto, sva poskusila naš nov produkt, ko je bil še v povoju, Limfol, in moramo reči, da smo imeli ogromne rezultate brez uporabe zdravil, na hiter način, ker limfa boli, če je zastoj. In mi, ko vzamemo protibolečinsko terapijo, mi blokiramo receptorje, da ne čutimo bolečine, limfa pa še zmeraj stoji in imamo še zmeraj slabo cirkulacijo. To se pravi, da je tisto trenutna pomoč, obenem pa metanje peska v oči o temu, da to zdravimo. Zdraviti bolečino je približno tako, kot zdraviti, ne vem, tlak. Kdaj bomo začeli zdraviti telo? Ne moramo zdraviti ne diabetesa, ne tlaka, ne bolečine, ne depresije, ne sindromov. Mi moramo začeti zdraviti telo. In ta medicina, tako kot je, zdravi sindrome in simptome, nikoli pa telo. Zato pa je tako malo rezultatov. In moram reči, da smo edini v zdravstvu, če se kar omejimo, pa vzamemo samo Slovenijo, mislim, da je dovolj veliko področje, ki znamo limfo ponovno utekočiniti, ki jo znamo segreti, ki jo znamo pognati, ki jo znamo ohladiti, ki z nanosom našega limfola, novega produkta, absolutno preneha bolečina bilo kje v telesu. Torej, začne ponovno boljša cirkulacija. In kaj pomeni nanesti limfol na kožo? Pomeni izboljšati cirkulacijo celega telesa. Mislim, da boljšega zdravila ni v lekarnah, kot je en navaden naš limfolček. Torej, to je tako hudo res, da je vredno posmehovanja. Kako se pa limfa čisti? Torej, limfa se čisti v debelo črevo. In če ljudje ne morejo iti na blato, imajo prebavne motnje, imajo driske, imajo potem zastoje, ne morejo iti na blato, imajo motnjo v čiščenju krvi. Limfa je tekoči del krvi, ona se steka permanentno v našo kri. In če je zastoj te limfe, ni čiščenja, zato se te odplake kopičijo v določenih organih in vsaka taka stvar beljakovinska, ker limfa tudi ima ogromno beljakovin, hormonov, odplak iz celic. Če jih nepravočasno odplavimo, začnejo gniti. Zato dobivamo zastrupitev z lastnimi produkti. In takih zastrupitev je ogromno pri starejših ljudeh, zato rastejo tlaki, otekajo noge, telo se brani na 101 način, nas boli, vrtoglavice, slabo dihanje, kožne bolezni, rane vzdolž celega prebavnega sistema, polip in na koncu koncev tudi rak črevesja, ki nastane zaradi zastoja v samem trebuhu, če ni čiščenja, torej vzbolijo bezgavke. In potem se čudimo, odrežemo en koš črevesja in rečemo, no zdaj smo te pozdravili v bolnici in te pošljajo domov, v resnici ti greš ravno tako zatečen, zastrupljen, v zastoju, z bolečinami in se čudimo, zakaj ljudje tako umirajo. Moram reči in 100-krat ponavljam z vso odgovornostjo, umiramo zaradi neznanja v zdravstvu. Pri krvi recimo govorimo o njenem pH-ju, torej njeni kislosti, zakisanosti ali nezakisanosti, posredno tudi telesa. Kako je pa z kislostjo oziroma s pH-jem limfe? Je večji, je nižji? Kako ga vzdržujemo, če ga sploh? Absolutno limfo vzdržujemo z pravilno prehrano. Mi vemo, da se v debelem črevesju resorbirajo tekočine in tudi minerali in to se resorbira v limfni sistem, ne v kardiovaskularni sistem. Torej, že tam, če mi pravilno ne jemo, če imamo mi ogromno želodčne kisline, ki nam v bistvu dela vnetje vzdolž celega prebavnega sistema in imamo tako peptično blato, driske,
tudi vsi se slabo počutimo, hujšamo, smo zastrupljeni z lastnim drekom, bi rekli, ne? In ker se taki obliki tudi to resorbira, torej premočno kislo, lahko tudi preveč žolča, lahko v hiperfunkciji tudi preveč encimov. Vse to poškoduje naš cel prebavni sistem in močno poškoduje tudi bezgavke v trebušnemu sistemu, limfatičnemu sistemu. Zato imamo vnetja, zapore, razne bolečine in na koncu koncev tudi nešteto tumorjev. Porast črevesnega raka je prav zaradi napačne prebave in zaradi napačnih, v bistvu zastrupitev pri napačnih resorpcijah. Meni sta ravno oba profesorja iz Beograjske fakultete rekla tako en stavek: Irma, največje zlo za telo je nepravilno prebavljena hrana in resorbirana v nepravilni obliki. To je čisti strup za kri in limfo. In tukaj je leglo vseh bolezni, bolezni imunskega sistema, avtoimunih bolezni, o katerih govorijo nihče ali pa tako malo ljudi se sprašuje, kaj ti bogi bolniki jedo, s čim se hranijo, na kakšen način. Moram še poudariti, da je še zmeraj toliko zdravnikov, ki forsirajo pitje mleka, s tem pospešujejo zakisanost, pospešujejo hiperfunkcije želodca, pospešujejo bolezni pri ljudeh, ker je znanstveno dokazano, da mi mleka sploh ne prebavimo in jim še zmeraj trdijo, da z mlekom zdravimo osteoporozo. V bistvu zdravnik, ki to svetuje bolniku, pospešuje osteoporozo. Torej, takih slabih nasvetov od zdravstva ne potrebujemo. In morajo se zavedati zdravniki, da je prišel čas, skrajni čas, da nehajo lagati in zavajati ljudi in da je skrajni čas, da od svojih kolegov znanstvenikov kaj pametnega prečitajo. Ne, da živijo na lovorikah pred 30 leti naučenemu znanju na fakulteti. Torej, to so krute besede, so pa velika resnica, ker ljudje verjamejo zdravniku, ki jim trdi, da jih zdravi, kar je popolno v tem primeru zavajanje. No, seveda, komu pa naj ljudje, če hodijo k zdravniku, verjamejo konec koncev, ne? Se zato so zdravniki, da jim verjamemo, ampak pojdimo drugam. Veliko otrok, pa tudi starejših, recimo, boluje za različno stopnjo astme. Astma je zelo pogost problem, težava, torej od otroštva do starosti. Kako je, če je z astmo povezana limfa? No, limfni sistem, sploh pljuča so direktno povezana z cirkulacijo v koži in s tem tudi limfnim sistemom v koži. Torej, če je zastoj v koži, je zastoj tudi v pljučih. In čim imamo mi zastoj v telesu, nastaja v enem delu telesa, nastaja zastoj bilo kje v telesu, spremembe v cirkulaciji, bilo kje v telesu, zato telo obravnavamo zmeraj celostno. Ne morejo pri nas, ne poznamo med našimi terapevti, joj, ti si pa za noge specialist, za trebuh, če je telo en sistem. Torej, mi obravnavamo celo sistemsko, celostno in tako imamo tudi najboljše rezultate. Limfa v pljučih je ravno tako, nastaja zastoj, saj se vendar tudi voda nabira v pljučih zaradi določenih sprememb, tako temperature, biokemičnih sprememb in pri vsakem pljučnem raku je v končni fazi tudi zastoj tekočine v plevri in težko dihanje in na koncu lahko rečemo tudi zadušitev. Torej, limfa se lahko nabira bilo kje v telesu prekomerno, torej nastaja zastoj zaradi tega, ker so spremembe v temperaturi in v prevodnosti in s tem tudi v pretočnosti telesa. Že v začetku sem povedala, pretopla limfa dela zastoje, ne teče. Zato je tako zelo pomembna temperatura telesa, na kateri bazirajo vse fizične in kemične
reakcije v telesu. Zato pa limfa je limfa je tekočina, ki se nahaja v vseh delih telesa. Organ, ki ima pa največ limfe, je koža. Zato pa tudi v medicinskih knjigah piše, kdor bo znal pozdraviti kožo, bo znal pozdraviti celo telo. A mi verjamete, če vam lahko zdaj povem, da ni enega dermatologa, ki bi znal popraviti pretočnost limfe v koži, niti pretočnost krvi. Kar je verjetno pa osnovni pogoj. In je specialist za kožo in je to, torej cirkulacija je osnovni pogoj za zdravljenje bilo katere bolezni, bilo katerega organa in žleze. Torej, mi nimamo enega zdravnika na svetu, ki bi bil specialist, da bi nam lahko povedal, kako se cirkulacijo popravi, tako krvi kot limfe. In zdaj, če se vprašamo, koliko je znanja o delovanju telesa? Zelo malo. To je isto, kot da je mehanik ne bi znal, kako cirkulira nekaj, kako pospešiti cirkulacijo goriva in sploh vsega v tem motorju. Kaj bi ga sploh imenovali mehanik, ne da bi ga imenovali še specialist. Torej, to so te debele resnice, ki prihajajo vsak dan na dan. In zato lahko danes lahko povem, da sem predsednica Društva za integrativno medicino Slovenije. Kar pomeni vse, kar pomaga. In moram obvestiti tudi vso javnost in poslušalce danes, da bom predsedstvo predala profesor dr. Zmagu Turku, ki je profesor na medicinski fakulteti in bo vodil sam, on kot predsednik društvo, združenje se bo preimenovalo za integrativno medicino. Torej moram se pohvaliti, da sem naredila prav jaz prvi korak v integrativni medicini v Sloveniji, prav jaz. To gre za mednarodno združenje. To se gre za evropsko združenje in sem edina medicinska sestra, vsa društva v drugih državah vodijo zdravniki. Prvi so zdravniki malo bolj počasni, to je dejstvo. Ne? Ampak z veseljem lahko trdim, da bomo predali 9. novembra Zmagu Turku, profesorju dr. Zmagu Turku, ki je profesor na Mariborski medicinski fakulteti. S tem se začenja nova era. Začeli bomo sodelovanje med naravno medicino in tradicionalno in s tem mislim, da bo začetek tudi konca monopola v našemu zdravstvu. Ne? In da bomo izborili in izglasovali, če bo potreba, sem enkrat rekla, da bomo uporabili tudi demokratične trde prijeme, da bomo izborili možnost izbire za naše bolnike, tako kot imajo v vseh evropskih državah. In končno prihaja ta resnica, ko sem rekla, da tudi v Sloveniji bo drugače in da ni prav samo tisto, kar govorijo zdravniki, da kakšenkrat je prav tudi tisto, kar reče Irma. Ne? No, na nekaj stvari, o katerih ste zdaj povedali, bo treba še malce počakati. Jaz bi se vrnil nazaj na vprašanje z astmo. Ne? Ja. Dejstvo je, da ljudje, ki imajo astmo, lahko tudi astmatičen napad, takoj, ko se zgornji del telesa namaže z limfolom, napad mine, dihanje se sprosti in dihanje je v 1 minuti popolnoma normalno. Ta del telesa? Cel zgornji del telesa, se pravi roke do pasu. V bistvu do pasu, vključno z obrazom. Kajti že to je dovolj, da limfa v pljučih začne z bolj pravilno cirkulacijo, ker astma niti ni bolezen, to je določeno stanje in to stanje cirkulacija limfe popravi v 1 minuti. Prav danes smo imeli to priložnost izprobati, ki je prišla v Cankarjevem domu, kjer se danes zaključil festival za 3. življenjsko obdobje. Je prišla ženska stara 30 let, je izredno težko dihala, ima že nekaj let astmo. Namazali smo zgornji del telesa in punca vesela, zadovoljna šla. In se bo morala mazati naprej? Ja, to je sicer njena odločitev, ampak jaz predvidevam, da se bo. Ravno, če dovolite, časa nimamo preveč, zato bi rad vprašal, kaj se zgodi, oziroma ko začne človek z določeno boleznijo v sebi, prvi dan, drugi dan, tretji dan, kakšen je odziv telesa na limfol? Na limfol? Torej, če smo rekli, da poganjamo kri
in limfo v največjem organu v telesu, kar je koža, ki je direktno povezan energijsko in tudi kardiovaskularno in z limfnim sistemom, z celim telesom, kaj to pomeni? Da popravljamo cirkulacijo, tako kot sem že povedala, v celem telesu, izboljša se dihanje, ni več mrzlih nog, ni več bolečin, v ramenih, v rokah, ni glavobolov, torej dihanje, smo rekli, tudi prebavne motnje se popravijo, začne delati celo telo. To pomeni, da na tako imenovano mazanje reagirajo možgani in se začenjajo drugi procesi. Ne. Glejte, kadar je zastoj v telesu, to je ravno tako, kot da je zastoj, mi imamo lahko v hiši najbolj nove radiatorje, nove cevi, novo peč. Če radiatorji niso ozračeni, nastaja zastoj v pretoku toplote in s tem tudi ni prave temperature v celi hiši, pa je lahko to novogradnja. Prav tako je tudi v telesu, da če mi nimamo pravilno razporejen pretok tega, če nimamo zastojev, to se pravi, da moramo imeti tudi pravilno kemijo v tej limfi. Limfa teče samo, če je noter pravilno v njej sorazmerje med soljo in sladkorjem. Zato pa limfol vsebuje tudi sol in tudi sladkor. S tem, ko in še druge stvari, Cink, tudi ogromno cinka, v bistvu vsebuje, to je oljna emulzija, to je raztopina, ki je tako pripravljena, da se takoj vsrka v kožo, da se vsrka v limfni sistem, začnejo se takoj biokemični procesi novi, s tem se pospešijo tudi fizikalni, pospeši se cirkulacija, pretok limfe v kri, začne se takoj čiščenje celega telesa in s tem izboljšanje funkcij vseh delov telesa, torej vseh organov in žlez. No pa nam zdaj razložite, prvi dan, drugi dan, kaj človek občuti, ko se začne mazati s tole stvarjo? Poglejte, že prvi trenutek v nekaj minutah prenehajo bolečine. Torej, če prenehajo bolečine, smo že zadovoljili široko javnost. Mi pa s tem, ko gledamo na neinvazivnemu analizatorju, lahko gledamo spremembe in izboljšanja vseh funkcij telesa. To je najbolj mirodajno. Torej, ni več zavajena, čuj, tebi bo boljše. Mi lahko spremljamo boljše delovanje jeter, boljše delovanje želodca, boljše delovanje trebušne slinavke predvsem. To se pravi, da je ena od velikih zastojev tudi zastoj v trebušni votlini pri vseh sladkornih bolnikov. Torej, izboljšanje pri delovanju pankreasa in izboljšanju pri vseh stanja, splošnega stanja v telesu, pri vseh diabetikih, pri vseh, ki imajo slabšo cirkulacijo, pri vseh, ki dihajo narobe. Temperatura kože se popravi, ni več bolečin v nogah, ne zebe jih več ljudi, ne v noge, ne v roke, torej vid se tudi izboljša, ker se izboljšajo funkcije. Zdaj bi lahko govorili in govorili. Zelo pomembno mogoče, bistveno se popravi odvajanje vode iz telesa. Kajti vemo, kadar so limfni zastoji v telesu, predvsem v nogah. Otekline, ne? Otekline, tako je otekline, katere lahko tudi bolijo, je vedno motena tudi funkcija ledvic. In ko se popravi cirkulacija v limfnih poteh, se avtomatsko popravi cirkulacija tudi v venoznem sistemu. Vene se ožijo, pospeši se cirkulacija, tudi ledvica dobi več krvi in telo bistveno lažje in na začetku tudi bistveno več odvajamo vode. Temu lahko rečemo tudi naravni diuretik. Izredno učinkovita pomoč pri odvajanju vode. Pa še to bi povedala, da je še moteno tudi pri starajevanju krvi, torej gosta kri, redka kri je točno povezana s pretokom limfe. Ura nas bo pregnala iz studia, jaz se upravičujem, ampak za naše gledalke in gledalce imam eno prošnjo do vaju, oziroma do vašega podjetja. Slišati je, da, torej vemo, da je tole nov preparat, novo olje, sveža zadeva na tem trgu vašem. Ali ste se odločili, da recimo za ta začetek malo omilite ceno s kakim popustom?
Gospod Silvo, tole ste me pa v srce zadev, kaj ne rečem, vse se moramo odločiti. Je. Ne. Pa šala na stran, ja, poglejte, ker gre za res ekstremno nov, tako po tehnologiji, kot po učinku, kot tudi marketinško, res nov produkt in ker je tako ekstremno učinkovit, smo se odločili, da se bojo ljudje lažje seznanili z učinkovitostjo limfola, da od jutri naprej do 15. oktobra v vseh naših trgovinah ponudimo 20% popust pri nabavi limfola. Mislim, da je to zelo velik popust, velik korak do naših strank in jaz mislim, da se bo veliko ljudi odločilo za to, ker limfol je ekstremno, res ekstremno učinkovita zadeva. No, zagotovo poleg tega popusta pa bodo zagotovo prav prišle tudi povratne informacije. Dobro jih je zbirati v vaših centrih. No, te pa že imamo. No, pa tudi te, ki bodo še prišle, sej ne nazadnje, ta pozitivna statistika je dokaj uporabna, pa ne samo za slovenski, tudi za drug prostor, tako da veste, kako stvari delujejo. Cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala, če ste bili z nami. Tudi vama hvala, gospa Irma, gospod Igor Ogorevc, za te misli nocoj. Do naslednjič, bodite lepo pozdravljeni in ostane mi samo še to, da vam želim še naprej prijetno spremljanje programa televizije Vaš kanal.